Ja, živijo, dragi filozofi. Danes smo filozofi tukaj pravzaprav vsi, vi zaradi tega, ker se hočete nekaj novega naučiti, ali pa tisti, ki že vse veste, da malo obnovite znanja. Imamo pa še eno filozofinjo, ki je tam le zadaj, ki jo pa ne vidimo in bo zaenkrat ostala skrivnostna. Ampak jo slišimo. Jo slišimo pa jo. Filozofinja, ja. Si prisotna? Prisotna in prisebna. Dobro. No, če boste vi hoteli kaj vprašati, pa če se bo ona že vnaprej uživela v vas, bo že ona vprašala kakšno tako stvar, ki bi vas zanimala. Pogovarjamo se o filozofiji in danes imamo na vrsti enega sila imenitnega grškega filozofa, ki mu je ime Parmenid. Doma je pa iz Eleje. Grki še niso imeli priimkov in zaradi tega so kar rekli, recimo, da je on pač Parmenid iz Eleje, za razliko kakšnega drugega Parmenida, ki je bil doma iz Škofljice ali pa iz Spodnjega Kašlja. No, ta Parmenid je hotel malo na nov način razložiti celo življenje in svet in samega sebe in vas skupaj z njim. Rekel je pa tako, podobno kot pravzaprav vsi filozofi, da osnova sveta mora biti nekakšna bit oziroma nekakšna substanca. Pravim nekakšna bit, ker je to bit ženskega spola, ni to tisti bit, kot je recimo v računalništvu, ampak je tista bit kot nekakšno bistvo, kot nekakšna osnova, počelo ali pa izvor vsega v našem svetu. No in zdaj, če svet ima tako substanco oziroma tako bit, potem mora ta bit biti popolna. A je tako, kaj misliš? Ja, tako je. In nič drugače. Točno tako. Kako pa potem izgleda ta bit, ki je popolna? Kaj misliš, kakšne oblike je? Kar neki zin. Je ni oblike. Prehaja iz ene v drugo, v bistvu je neomejena, no? Pač nima konca, ni omejena. Imaš sicer prav, ampak on pravi takole. Če bi bila neskončna, potem bi bila povsod. In če je povsod, potem ni nikjer. Se pravi, neskončna ne more biti. Mora biti končna in mora biti iz nekakšnega materiala, ker ne more biti pač enostavno iz vakuma. Zdaj, kakšen je ta material, o tem bi se dalo razpravljati, ali je lesena, ali je kovinska, ali je iz stekla, ali ne vem kaj. Ampak oblika, kaj misliš, kakšna oblika bi bila primerna za eno tako popolno bit, za eno tako popolno substanco? Meglica. Kaj? Meglica, v obliki meglice. To ni slabo, ampak če rečemo, da on je bolj pri trdnih stvarih, se pravi, da ima neko obliko, kaj misliš, kakšno? Kocka, ali je tetraeder, ali je... Krogla. Zakaj pa krogla? Ker nima pač vogalov. Točno. Zelo dobro. Upam, da ste vi enako sklepali. Krogla je najpopolnejša oblika, po njegovem mnenju, ker so vse točke na njeni površini enako vredne. Se pravi, vse točke na površini krogle so enako oddaljene od centra. In torej zdaj bit je krogla. Ama kakšne luknje znotraj sebe ta krogla? Ne. Ne, ker je popolna. Ja. Ampak, če pa ni nobenih lukenj, kako se pa kakšna stvar lahko giblje? Znotraj te krogle se giblje. Ja. A se lahko sploh kaj giblje, če ni nobenih lukenj? Ja, v bistvu pol ne. Ne, tako je. Ampak še naprej gremo. Kaj je pa zunaj te krogle? Je zrak, ali je vakuum, ali je vesolje, ali so druge krogle? Lahko so druge krogle v vesolju. No, on pravi... Ker je samo ena bit. On pravi, da ne, ker če je popolna, potem mora biti ena sama. Ena sama bit. Ena sama. Zunaj te krogle, kar je pa še bolj zanimivo, tega pa niti ne moramo sploh reči. Zato, ker človek ni sposoben misliti na nič. Zdaj nisem rekel, da je sposoben ne misliti na nič, ampak misliti na nič. Ker poskusite misliti na nič. Vedno nekaj misliš, vedno imaš nekaj v centru svoje pozornosti oziroma svojega razmišljanja, nikoli ne moreš razmišljati o ničemer. Se pravi, zunaj krogle, pika, ne moreš naprej sploh reči. Niti tega ne moreš reči, da je zunaj nič, ker enostavno lahko govoriš samo o tem, kaj je v krogli. Krogla je pa iz enega samega materijala, ker ne more biti en del, kaj vem, iz asfalta, en del iz vode, en del iz ne vem česa, ampak mora biti iz enega samega materijala. Kje smo pa mi potem, oziroma kje sem pa jaz? Oziroma kje si ti, ki to poslušaš? Znotraj te krogle. Znotraj te krogle. Kako pa izgledaš? A imaš kaj roke, noge, glavo? Ja, skozi moje oči imamo vse končine.
Ja, ampak ali mi sploh razmišljamo pravilno, ali je ta svet, kako izgleda, v resnici tako, kot mislimo, da je. Glej, kaj Ja, svet je- Tukaj so ljudje, pa drevesa, pa hiše, pa ne vem kaj še vse. Svet je po moje tako, kot ga ti vidiš. Jaz ga vidim tako, ti ga boš videl malo drugače, a ne? Podobo si samo stvariš, no? A pa to pomeni, da je svet samo privid. Lahko bi bil. Lahko bi bil. Zdaj pa če rečemo, da je svet ta krogla, se pravi, da sem potem takem jaz ta krogla sama in ne morem imeti niti rok, niti nog, ker so to pač samo moji prividi. Poleg tega se gibljem, gibanje je pa nemogoče, kot smo ravno kar ugotovili. Potem to pomeni, da enostavno gibanje ne more biti in tudi vse gibanje, ki ga jaz vidim, je samo navidezno. Čudno, ne? Ampak, kaj pa je potem čas? Vidimo, da čas mineva, kazalci na uri se premikajo ali pa številke utripajo ali pa karkoli. Po tiste možake tam dol se dere, čeprav bi moral biti tiho, pa en kup stvari se giblje. in to nekako ni v redu. Svet mora biti negiban, mi pa vidimo gibanje. Kaj to pomeni? Ja, vidimo več zaporednih sličic, ki definiramo kot gibanje. To je ena možnost, ampak v tem našem primeru bomo lažje rekli, da je gibanje privid. Lahko, ja. Če je pa gibanje privid, potem se nobena stvar ne giblje, a potem čas sploh mineva. Ja, v tem primeru pa ne. Dajmo si zamisliti en svet, v katerem je vse primeru, ker naenkrat zmrzne, žek, in potem se nobena stvar ne premika več. Kako bi pa potem določali čas? Ker mi vedno določamo čas dogodki. Recimo včeraj pomeni, da je med tem sonce zašlo, pa še enkrat vzšlo in tisto, kar je bilo pred sončnim vzhodom je včeraj, pa še naprej nazaj imaš predvčerajšnjim, pa lansko leto, pa pred milijon leti. Bodočnost ravno tako, če pa ni nobenega gibanja, nobenega spreminjanja, a potem sploh obstoja kakšen čas. Ali je čas tudi samo privid? Lahko je samo privid. Lahko je samo privid. Kaj pa prostor? Rekli smo, da svet ni samo točka, ker točka ne bi pomenila nič, ni neskončno velik, ker potem ne bi bil nikjer, ampak je krogla. Ta krogla je nekje, pa ne moramo povedati kjer, ker pač ne moremo sploh pogledati ven iz te krogle, mi sami smo znotraj te krogle. In kar je še bolj zanimivo, jaz, ki tukaj klepetam, sem pravzaprav samo tvoj privid. In ti si edini, ki sploh obstoja na tem svetu, vse ostalo je pa tvoj privid, z mano vred. In s temi drevesi in vsem ostalim, kar je okrog nas. Prostor, kako velika pa je ta krogla? Ne neskončna. Ne neskončna. Ali lahko povemo, koliko je Končna. velika? Ne. Točno, veš zakaj ne? Zato, ker ni ničesar, s čemer bi jo primerjali. Mi ponavadi rečemo en meter, ali pa en čevelj, če smo anglosaksonci, ali pa en kaj svem kaj, pač kilometer, eno svetlobno leto, skratka neka določena velikost. Če pa nimamo ničesar, s čemer bi primerjali, nimamo ničesar, s čemer bi merili, samo kroglo samo. In lahko rečemo, ta krogla je velika eno kroglo, ali pa dve polovice krogle, pa konc, ne moramo drugega reči, ker je samo krogla. Skratka, vse, kar je ta krogla, velika je eno kroglo, časa ni, prostora ni, čas je samo privid, prostor je samo privid. Dajmo še tale čas še malo bolj natančno pogledati. Kaj je sploh čas? Lahko bi rekli, da je čas ena sama dolga vrsta samih zdajev. Zdaj, midva sva s tole naša filozofinja, sva se ravno zadnjič pogovarjala o tem in sva ugotovila, da recimo jaz zdaj govorim en stavek, rajca. Tisti trenutek, ko sem začel govoriti ta stavek, je zdaj že preteklost, rajca. Tisti trenutek, ko bom nehal govoriti ta stavek, je zaenkrat še prihodnost, pika. Zdaj pa cel ta stavek že preteklost in zdaj govorimo že nov stavek. Skratka, čas mineva in določamo ga s tem, da je v vsakem trenutku nekakšen zdaj. Zdaj je zdaj, pa pol je zdaj, pa še vedno zdaj, tap, sami zdaj. Se pravi, da je čas dolga vrsta samih zdajev. A je to res, kaj misliš? Ja. Ja? A bi pa lahko rekli, da je minevanje časa tako kot gibanje v filmu. Recimo vsako sekundo se zvrsti 25 sličic in je sestavljeno iz samih posameznih sličic, ki so mirne, mi pa kljub temu vidimo gibanje. Možno bi bilo, Možno je. samo moramo dokazati, da je res. Ok, kaj pa nekaj drugega? Kaj pa če rečemo, da je čas stalno prilivanje iz prihodnosti v preteklost?
Se pravi, čas stalno mineva, prihodnosti je vedno manj, preteklosti je vedno več, ampak še zmeraj je prihodnost neskončno oddaljena. Preteklost pa tudi ne moremo reči, da se je v nekem trenutku začela, ker tudi če bi rekli, da se je v nekem trenutku začela, bi ne mogli drugače, kot misliti na to, da je nekaj bilo pa še pred tem trenutkom in tako dalje, nikoli se ne more začeti, nikoli se ne more končati. Neskončna zadeva, stalno prelivanje iz prihodnosti v preteklost, pa kljub temu ni res, da bi v prihodnosti bilo vedno manj, preteklosti pa vedno več. Kaj od teh dveh opredelitev je te bolj všeč? Če sploh kaj? Je čas prelivanje ali čas dolga vrsta zdajev? Ali kaj tretjega? Bolj dolga vrsta zdajev. Okay. Kljub temu, da mi stalno vidimo gibanje in spreminjanje, kljub temu lahko razmišljamo tudi tako, kot da je to samo ene sličice, ki si vrstijo. Ja. No, vi imate pa zdaj domačo nalogo, to prihodnjič razmislite o tem, lahko napišete spodaj kakšne komentarje in povejte, imava midva, ki tukaj le ropotava prav, ali imaš ti prav in mi zdaj razloži, zakaj imaš ti prav. Še enkrat ponovim, ti si edini oziroma edina na tem svetu, vse ostalo je tvoj privid. Z mano vred in s tisto le princeso, ki tam le sedi in te snema. Ti mi pa povej, to res ali ni. Ok, toliko za danes. Lepo se imejte vsi skupaj do prihodnjič, če sploh obstojate in adijo.